Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Direktorica Radovljiških muzejev, doktorica Petra Bole, lepo pozdravljeni tudi v letu 2026. Ja, lep pozdrav. Kakšna je vaša zapuščina v letu 2025 in kakšni dogodki se obetajo v letu 2026, ki smo ga pravkar nastopili? No, z delovanjem v letu 2025 smo izredno zadovoljni. Predvsem smo ponosni, ker smo res za več kot 15% presegli število obiskovalcev od leta 2024, pa že to leto 2024 je bilo rekordno. Skratka, sezona je bila odlična. Posebno smo ponosni predvsem na postavitev dveh novih stalnih razstav. V muzeju talcev smo ob 80-letnici osvoboditve vogunskega zapora 4. maja lansko leto odprli novo stalno razstavo v teh ohranjenih celicah zapornikov talcev. In pa v Kovaškem muzeju Kropa smo to se pravi v zaključku zunanje obnove fasade stavbnega pohištva Ostrešja postavili tudi novo stalno razstavo v dveh prostorih, se pravi etnološko in pa žeblarsko. Preteklo leto je bilo predvsem zaznamovano v času 80. obletnice druge svetovne vojne. Tako smo v ta namen še tudi v Mestnem muzeju pripravili razstavo povezano z zapuščino družine 3 generacij fotografov Vengar, ko je gospod fotograf Vengar slikal krajino v drugo svetovno vojno, in pa tudi predstavili smo spomenike in obeležja Krope in Kamne Gorice. Ob tem je sledil pester spremljevalni program v galeriji Šivčeva hiša, tukaj v Čebelarskem muzeju. Tudi vsako leto gostimo panjske končnice iz različnih muzejev. Ukvarjali smo se tudi s pisanjem knjig, raziskovanjem. Posebna majhna razstava posvečena Avgustu Bukovcu, ki je predvsem zaslužen za postavitev tega čebelarskega muzeja tukaj v Radovljiški graščini. Skratka, dogodkov je bilo polno. Nenazadnje smo tudi zelo ponosni na srebrno medaljo, ki smo jo dobili na Danskem v Kopenhagnu, in sicer kot Slovenija. Smo se, predstavniki povezani s čebelarstvom, čebelarsko dediščino, turizmom, predstavljali na Svetovnem čebelarskem kongresu Apimondija in v bistvu za svoj predstavitev v res kategoriji držav iz celega sveta prejeli srebrno medaljo. Na to smo zelo ponosni. Skratka, stvari je polno, zdaj verjetno so pa časovno malce omejeni. Ja. Kaj pripravljate v letošnjem letu? No, leto 2026 je pa v bistvu zelo, zanimivo, ker bo pa posvečeno predvsem ilustraciji, slovenski knjižni ilustraciji in pa delni prenovi, obnovi galerije Šivčeva hiša in pa postavitvi nove stalne razstave ilustracij. Galerija Šivčeva hiša je v bistvu edina, galerijska ustanova, ki sistematično hrani in zbira, to se pravi ilustracije slovenskih ilustratorjev. Letošnje leto bo 50 let in to bo tudi ta priložnost, da postavimo novo stalno razstavo. Razstava bo interaktivna, predstavili bomo knjigice, v katerih ilustracije so nastajale, našo zbirko, ki je res izjemna, avtorje, kako nastajajo, zakaj nastajajo, kakšen je pomen sodobne ilustracije v tem globaliziranem svetu. Skratka, razstava bo tako res zanimiva. To bom jedro. Pripravljamo tudi en zelo zanimivo glasilo, Viganc, ki bo govorilo o kulturnem življenju v Kropi in Kamni Gorici na majčkeno bolj drugačen način. To so res teme, ki so zanimive za širše občinstvo. Skratka, obeležujemo pa tudi vse te naše dogodke, Svetovni dan čebel, kulturne dneve, muzejske dneve in pa prav posebna razstava bo potem v jeseni tukaj v Čebelarskem muzeju, in sicer govorili bomo o medenih kruhkih, to se pravi dražgoških kruhkih, loških kruhkih. Tukaj se pa obeta sodelovanje z Zagrebškim etnološkim muzejem, potem svečarstvo, medičarstvo, tako s čebelami. Skratka, ja, pester program,
Trudimo se biti čim bolj, rekla, odprti, se povezujemo s svetom, tujino in smo v bistvu res ponosni, da ko pridemo na take dogodke, kot je recimo Apimondija bila letos pač v Kopenhagnu, vsake 2 leti je nekje drugje, nas v bistvu ljudje prepoznajo in rečejo, smo že bili, smo vas že obiskali v Radovljici, smo že bili pri vas v muzeju. To je za vas najlepše darilo in največja pohvala v bistvu. Tako, res je. Obenem pa promocija za naprej. Tako. Hvala lepa za tale pogovor, želim vam uspešno poslovno leto in pa srečno v 2026. Najlepša hvala.